Takole hitijo z deli v predoru, da bi bil nared še pred koncem leta. Lahko rečemo, da bo to božično darilo? Tudi, oziroma verjetno tudi kak mesec prej. Trenutno brusijo stene v desni cevi. Močan vodni curek pod visokim pritiskom okoli 2500 barov sprošča silo, ki čisti stene, a povsem brez težav ne gre. Zaradi heterogene kvalitete obstoječega barvnega premaza in pa betonske podlage je bilo potrebno nekoliko več časa za odstranitev, bolj previdno oziroma pazljivo delo, kar pač pomeni, da bodo dela nekoliko kasneje končana. To pomeni, da so barvo ponekod lažje odstranili, drugod je bilo potrebno postopek ponoviti. Pleskarska dela zato ne bodo zaključena v 40 dneh, temveč z nekaj tedenskim zamikom. 60 delavcev dela v 2 izmenah 24 ur na dan. V očiščeni levi predorski cevi že nanašajo izravnalno maso, ki bo podlaga za barvo. Že v kratkem aprilu ne bi stekla končno tudi zaključna dela. Istočasno ne bi začeli z inštalacijo elektrostrojne opreme. S pravilno koordinacijo dela, pravijo, bo vse potekalo nemoteno. Najprej bo Dars podpisal pogodbo z izvajalcem elektrostrojne opreme, to je družbo Iskra Sistemi in še 5 izvajalci, ki bodo dela izpeljali v dobrih 5 mesecih za 11,9 milijona evrov. Zaključna dela pa bo za 1 300 000 evrov v 3 mesecih opravil konzorcij CVP Engineering. Gre za dokončanje napeljave, prometne opreme, ozelenitev in podobno. Zaključiti pa bo treba še povezavo z lokalnimi cestami na koprski in izolski strani. Javni razpis za priključek na hitro cesto ne bi občina Izola objavila v nekaj tednih.